Kako čudno. Čakaj, svetlovo. Malo še posvetlila. Ok, recimo. Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes, ko lahko vidite, je malo drugače. Glavo sem si prala, imam mokre lase, nimam make-upa na obrazu. Izgledam malo zaspano, malo bolano, vse skupaj je res. Ta video ne vem, če bo tak rezan, ker še nisem odločila. Ne vem, v bistvu, če ga vso objavila, ampak pred kakim enim mesecem, moče malo več, sem vam obljubila. Oziroma sem vas vprašala, če bi radi videli video, v katerem vam jaz povem moje težave, moje zdravstvene težave, moje izkušnje z bolnicami in pač vse te stvari. In dejansko vas je več kot 1000 kliknilo, da bi to radi videli, kar me je ful presenetilo, zaradi tega, ker jaz sem mislila, da bom moče tak vas, ne vem, njih par samo hotlo to videti, ampak dejansko vsi je tak večinoma hotlo videti, kar, kot sem rekla, mi je bil res ful šok. Ja, zdaj bomo kar šli videti, bo tak tudi malo update. Prvo, kar bi rada rekla, je, da sem dostikrat čula, da sem dobila ljubljanski naglas, ampak jaz mislim, da skušam v videih včasih govoriti malo bolj slovnično pravilno, kar mi je dosti ljudi reklo, ampak ne zaradi tega, ker bi jaz pač hotla, mislim, v bistvu zato, ker zdaj, ko delam podnapise na mojih videih, dostikrat vidim pač kako močno narečje, mariborsko kao imam, in je včasih težje mi pisati podnapise, ker se mi pač zdi tako OMG, ful narobe pišem, ker pač sem navajena pisati. Definitivno bi podnapise dela slovnično pravilno, potem se ne ujema za tem, kaj govorim in pač zato se mi zdi, moče malo slovnično pravilno bolj govorim, kar ne, ok, zero. No, danes vam povedala glede tega bolezni. Prvo, kar bi rada rekla pred enim video, je to, da s tem se jaz nočem da me usmiliti. To ni moj namen. Nočem da me ga razburiti. Vem, da ima veliko ljudi na svetu večje probleme, kot jih imam jaz. Zato pač, ampak zato glih govorim o tem, ker predstavno ste mi rekli, da hočete videti. In ja, res nočem se da me usmiliti. In ne misliti, da karkoli hočem. Vem, da dosti ljudi bolj bolani, ampak meni se vedno zdi, da v bistvu ta video delam za ljudi, ki imajo neke težave in pač niso tako ono res hudo bolani in pač najhujše je, kaj je, ko ti nekdo, ko si ti pač v bolečinah ali tega in ti pač nekdo pride in ti reče, da je dosti ljudi bolj bolanih ali pa da se ne smeš smiliti samemu sebi, ker pač razumem, odkot prihajajo, ampak po drugi strani se mi to zdi, da je ful naporno od nekoga mentalno zdravje, ker pač jaz vem, da je na svetu dosti bolj bolanih ljudi kot jaz ali pa kdo drug, ampak po drugi strani pa pač mislim, kljub temu, da so ljudje bolj bolani, še ne pomeni, da so naši problemi zanemarljivi oziroma da so pač nerelevantni in nepomembni. Meni se zdi, da mora, mislim, ni okej to, se meni zdi, ampak ne bom zdaj o tem govorila, sem govorila o mojih izkušnjah. Ok, ko sem jaz bila dojenček, ko sem bila ful mala, ne vem točno kakve bolezni sem imela, ampak ko sem se že kot dojenček, sem jaz bila kar bolana, sem bila dostikrat v bolnici, imela sem pljučnico in zmes je bilo celo nekako tak, da sem skoraj umrla, ampak to ni bilo zaradi dobene take bolezni, pač ker sem bila bolana otrok, ful hrane sem zavračala, pač imela sem alergijske reakcije na ogromno hran in ko sem bila tako res micena, sem jedla sam govejo juho, ki mi je babica naredila, pa deda, pa kozje mleko sem pila in mama pač pravi, da me je kozje mleko pozdravilo, ko sem bila pač mala, ker dejansko sem imela ful težave in pač je bilo ful naporno in moja mama je hotela imeti 3 otroke v začetku, ampak potem, ker je bilo toliko problemov z mano, je rekla, da pač ne, ker je itak to preveč prestrašilo, ker sem pač res imela do zdravstvenih težav kot otrok. In danes, ko gledaš mojo kartoteko, je tako smešno, ker sem šla zdravniku in so bili tam meni starejši ljudje, ki so pač imeli tako kartoteko, potem pa sem jaz, ko sem imam pač tako. In je pač tako, pač dobro gledam, kot mali otrok sem bila dostikrat v bolnicah zaradi hrane, zaradi nekih raznovrstnih problemov in dosti hrane sem zavračala, kot sem rekla, zaradi
nekih reakcij, ki jih zadnje čase spet dobivam, ampak to bomo govorili malo bolj pol. In jaz mislim, da je to razlog, zakaj sem jaz izbirčna, oziroma zakaj jaz ne jem toliko različnih hran. Zaradi tega, ker kot otrok so mi potem davali v bistvu samo to, ko sem jedla, torej to, kar sem imela rada, ne vem, pač te juhe gobove ali pa, goveje ali pa, ne vem, neko meso. In nisem poskušala drugih stvari, že zaradi straha pred kako reakcijo. In se mi zdi, da se pač meni ni tako razvilo, oziroma ne razvilo, ampak imam tako, se mi zdi, občutljive taste buds. In ko probam preveč mešane hrane, preveč čudnih okusov, sladko kislo, recimo, mi bo pač gor potisnila, bom bruhala to hrano ven. In dejansko jaz kot, mislim, da sem bila 7 let stara, ko sem prvič probala pico in jo nisem hotla. Pač mene so skoraj mogli prisiliti, da sem jedla pico, ker je nisem hotla, ker sem bruhala, ko sem jo prvič probala. Isto bo z McChickenom pred 3 leti, pač ugaben mi je bil, ko sem ga prvič probala, zdaj pa pač mi je ful dober. In to je zdaj fora, pač dosti hrane, ki jaz prvič probam, mi bo ugabna, a potem, ko jo parkrat pojem, bo mi v redu, ampak pač noče videti skozi ta proces, ker pač ni fajn, če bruhaš neko hrano, ne. No, ok, zdaj sem malo zašla. Potem pa so se spet neke težave bolj ko ne pojavile v osnovni šoli, ne vem, med 3. in 5. razredom, ne vem točno na pamet, ampak trenirala sem gimnastiko. Moj tovariš se vedno spomni, da sem vedno jamrala, da me glava boli. Že kot pač mala, res. Potem, in takrat se začele v bistvu težave. Prva v tem, da vsako jutro pred šolo mene ful treba bolejo. In pač so bili tak, ker noče iti v šolo, tista fora. In potem zgodbi, da sem alergična na mleko, oziroma imam laktozno intoleranco, ki jo imam še zdaj. Ampak, recimo, ko sem šla pred 4 leti na testiranje, je nisem imela več. Pred 2 letoma pa sem spet imela. Pač ful smešno in čudno, ampak zdravniki pravijo, da pač alergije pridejo in grejo. No, in takrat se bi se to vse skupaj spet začelo. In tu so se začeli vsakodnevni glavoboli in vsakodnevne bolečine v trebuhu, ki jih zdravniki še do danes ne znajo točno pojasniti, zaradi tega, ker vse preiskave, ki sem jih imela, najdejo recimo nekaj takega, kot je laktozna intoleranca in se tega izognem, ampak še vedno boli. Imam povečano kislino v nekem 3. delu želodca, nekaj takega. In vse to vejo, ampak po drugi strani še vedno ne razumejo, zakaj mogoče tak face boli. Niso ugotovili, kaj je v bistvu vzrok vsega tega. Glede glave sem imela 2 magnetni resonanci, zdaj sem imela drugi in pač načeloma je vse v redu v glavi, torej nimam kakega tumorja ali kaj v tem smislu. Imam pa diagnozo tenzijski glavoboli z migrenami in migren zadnje čase nimam sploh več tako dosti, pač jaz sem jih res imela ogromno prej. V bistvu, odkar jem kontracepcijske tablete, so se mi zmanjšali glavoboli, ne glavoboli, migrene, ker glavobole imam vsak dan. In pač tu je ta problem, ki potem lahko tudi nekaj vrste vpliva na tvoje mentalno zdravje, zaradi tega, ker če tebe vsak dan nekaj boli, tako pač glava in treba, pač mislim, ni glih lahko, pač jaz sem se že ful navadila, mene vsak dan glava boli in tak. In pač nekako se navadiš in si navajen na bolečino, ampak je pač naporno, ker ene dneve je bolj in se res počutiš tako že brez energije in se zvečer vržem v poslu in pač včasih tako boli hrbet in glava, da pač se mi samo solze tečejo. In pač s hrbtom imam težave, malo imam prirojeno, malo imam zaradi gimnastike, zdaj sem imela magnetni resonanci, ampak tam vseeno ne razumem, če se je kaj spremenilo. Mislim, da piše, da se je nekaj spremenilo malo, da moram na svoji zdravnici, da pač povedali, ker neurokirurg mi je rekel, da bom verjetno nekje okoli 30. leta, oziroma meni je rekel, pri 25 se vidiva. Ker ko sem bila nazadnje pri njemu, je bilo pred 3 leti ali nekaj tega, malo več, ker še z Luka sem nisem bila skupaj in mi je rekel, da bom nekje pri 25 in med 30 in 25 letom mogla iti na operacijo hrbta, kar pač po eni strani je tak OMG, WTF, pač ne bi, ne, ampak po drugi strani pa se mi zdi bolj zdaj, ko pa čez 20 let, ker je znano, da se pač otroško oziroma mlado telo hitreje celi in pač boljše pozdravi, kot pa, ne vem, starejši ljudje.
pa pač itak zaradi bolečin. Zdravniki so, oziroma en zdravnik je pred kratkim ugotovil, pač povedal mi je, da me lahko trebuh dostikrat boli, ker jaz, pač mene začne trebuh včasih zjutraj boleti, ko se hitro zbudim in tudi to je potem bila kao šola, ne. Ampak jaz se hitro zbudim, pa nekam letim in mine pol ure in dobim take močne bolečine v trebuhu, ki se lahko umirijo samo, če se vležem ravno na hrbet. In mi je pa zdravnik rekel, da je fora v tem, ker pač moj hrbet je malo tako upogjen noter in mi ga tiščika v želodec, oziroma pač v trebuh. In da me da zato boli. Ja. So bili zdravniki, ki so pač rekli, da je psihično. Ne bom rekla, da nisem pod stresom, ampak meni se zdi, da je bilo glih obratno. Meni se zdi, da so bolečine, ki sem jaz imela, povzročile anksioznost in stres in škodovale mojemu mentalnemu zdravju. Zaradi tega, ker sem jih imela že kot otrok. In jaz prihajam iz družine, ki pač so res vsi v redu. Moji starši, babica, deda, pač vsi so ful v redu. In ni razloga, da bi jaz imela take težave. Oziroma pač, tudi če bi bilo to, ko pač se res vleče že zdaj tak 8 let, mogoče, tam nekje. In je pač to res dolgo časa, zdaj sem izgubila, kaj govorim. Tudi spomin mi se na čase peša, kar se čuje tako smešno, ampak mogoče zaradi stresa, mogoče zaradi tega, ker pač, ne vem, tako, glavnem, kaj sem govorila? Za hrbet. No pač ja, da bom mogoče mogla iti na operacijo, tam moram zdaj to stranici nest. Glede glave pa se mi res vse pregledali, pač jaz ne moram reči, da zdravniki ne delajo svojega dela, pač ne bo zdaj kdo mislil narobe, da jaz mislim, da govorim, da so nesposobni in da ne vejo, kaj z mano narobe. Ker sem bila, pogledali so mi že očesno ozadje, bila sem na pregledih za slabo vidno že dolgo nazaj. Bila sem na gastroskopiji že 4-krat, imela sem magnetno resonanco glave zdaj 2-krat, imela sem magnetno resonanco hrbta 2-krat, ne 3-krat že, se mi zdi, da? Ne vem, glavnem, in zdaj bom v bistvu videla, kak je zdaj. No, ko smo že pri vseh mojih alergijskih reakcijah, zadnje čase so se ful vrnile in kot sem rekla, zmes ful mi ni pasal gluten, zdaj ga pač jem tak, jem, bolj se ga izogibam, ko pa ne, ampak pač skušam se izogibati. Zmes je bil čas, ki ga tak par mesecev sploh nisem jedla, tak niti drobtinice. Potem pa se ga spet, če jaz, pa mi ni več povzročila težav. In pač kar sem jaz ugotovila pri mojih alergijah je, da meni škodi preveč nečesa. Torej, če bom jaz, ali pa recimo mleko na tešče, mi ful škoduje. Če ne pijem mleka, če pijem mleko popoldan, načeloma ni neke panike. Če pojem preveč jajc, dobim alergijske reakcije, ker tudi na beljak sem alergična. Če pojem preveč glutena, imam to intoleranco in pač mi škodi in je pač ful nadležno. In v bistvu je verjetno več hrane, ampak ne morem točno vedeti, kjera in ne vem, kaj točno je. Včasih tudi na obraz dobivam take fleke, ki srbijo in tako malo pečejo, tako zelo tečejo in me zdaj strah, da se mi to zdaj glih dela. Ok, vseeno. Včerajšnjem, ne včeraj, sem bila spet pri okulistu, ker so mi spet dali okulista. In zdaj pač so mi dali dejansko zato, ker slabo vidim. In dejansko imam zdaj dioptrijo, pač nadaleč ne vidim dovolj dobro. Ampak sem bila še eno potnico za neki pregled in sicer obseg vidnega polja. Zaradi tega, ker sem pač jaz zdravniku razložila, kakšne težave se pojavljajo pri meni, ker pač ko sem jaz pričala tja, me bom vprašala, zakaj sem tu in pač meni se je to zdelo smešno, ker sem bila pač tak, zakaj je človek pri okulistu. Ampak po drugi strani pa pač razumem, zaradi tega, ker dejansko si lahko zaradi večjih razlogov glede očes. In sem pač rekla, da mene doskrat glava boli, da imam migrene, da pa pač da slabo vidim. In potem je naredil pregled za slabo vidnost in potem me je vprašal, če pač imam kdaj suhe oke. Pa sem jaz pač rekla, da načeloma ne, ampak da se mi doskrat oke ful solzijo pač. Ker začela se mi solziti v uni in teče voda ven. In potem
In potem mi je še naredil en pregled, ki ne vem zakaj, ampak pač dal mi je in mi je ful tako močno svetlobo v oke sveto. In pač sploh ta oka je meni tako sukala in pač res se je ful tako začelo kar meni teči iz obeh ok. In je bil tak, pač kao tam glej, pa smo tako se izkušamo, ampak pač ne morem. In mislim, da zaradi tega mi je dal na neki pregled za obseg vidnega polja, ker je rekel, da nič ni rekel, sem pač dal mi je. Jaz pa sem potem šla googlat, kaj je to in zakaj se to dela. In se dela zaradi tega, ker mislim, da se reče zelena mrena ali glaukom, nisem čisto sicher, nekaj tajega, ki mislim, da se da zdraviti z nekimi kapljicami, če ne pa pač močiti na neko lasersko operacijo oči. Ampak pač mislim, sploh ne vem, če je to res, pač jaz sem to sam našla, ampak pač imam ta pregled. Zaradi tega, ker moje migrene so večinoma zaradi svetlobe, meni močna svetloba ne paše nikoli, ker ne morem gledati. Oke me dostikrat bolijo, oke se mi dosti vsijo in pa glava me dosti boli in pač mogoče kaj zaradi tega se odločil še za dodatni pregled. I don't know, ampak pač fajn bi bilo, da bi dejansko bile pač moje oči krive, bi bil tak, that's why you're in pain, ampak potem to ne bi razložil mojega trebuha in teda ja, pač te so v bistvu te stvari. Drugače pa so, pač jaz sem tudi kolena malo hin, pa pač gležne zaradi gimnastike in včasih kolena ful bolijo, tako včasih ne morem vrejo hoditi zaradi ne vem kakega razloga. In to je potem ena fora, ko pač so dnevi, ko se zbudim in mene nekaj tak boli, glih malo prej me začela ful roka boleti in pač ful močno me boli in nisem si nič naredila in ne vem, če me je to fora. Potem, ko se reka, da je lahko psihično, ko se reki spremniki, ne. Potem zdaj bi tako, da mogoče imam nizki prag bolečin, oziroma v tem smislu, da bi pretiravala. Ampak pač, jaz sem trenirala 9 let gimnastiko, dostikrat sem padla in face padla in sem vseeno mogla nadaljevati s tekmo, recimo enkrat mi je tovariš nogo tako povil, pač stopalo, da, ker sem šla na tekmo, da imam zdaj bolj ozko, pač stopalo imam ožje in se vidi, tako smešno zaradi tega, ker sem imela pač, to je roka, ne, pač tako sem imela stopalo povito, da bo tako skupaj, ampak to je bilo zato, ker pač sem mogla dokončati, oziroma jaz sem hotela, dober me ni silo, da ne bo kakve pomote, pač na tekmi smo bili, jaz sem hotela, tovariš mi sam mnogo povil, da ne bo kakršne boli pomote, vse, kar sem jaz delala, je bila moja izbira, dober me nič ni silo, dober me ni nič škodoval, okej? Vedno, ko me je kaj bolelo, ko sem rekla, mi je sam tovariš bil tak, kao mene tudi, ampak vedno sem lahko se vsedla, nikoli med meni silo, ne na gimnastiki, ne doma. To ne bo kaj pomote, okej? No, tako da pač ne bi rekla, imam nizki prag bolečin, ker tokrat, ko sem jaz padla in na take načine, ko sem jaz padla, veliko ljudi ne gre skozi te stvari, ker jaz sem tudi zelo naroden človek. Glavnem, na gimnastiki sem res ogromno krat padla in vseeno sem potem pač hodila normalno v šolo, povita vedno neki gležnji, neke kolena in pač to me najbolj digne, ko nekdo hoče predlagati, da imaš nizki prag bolečin, si jaz sem tak. Zaradi tega, ker vsi, ko mene poznajo, oziroma ne vsi, pač moja sestra je vedno tako navdušena nad mojim pragom bolečin. Ker pač ja, imam zelo, mislim, zdaj ne vem, kak zelo visokega imam, ne vem, ali je tukaj, pač je dovolj visok, da, ja. Pa se to, ko pravim, pač mene vsak dan glava boli, ne bom zdaj rekla, da me tako boli, da ne morem funkcionirati, ampak ni fajn, ko te boli. No, zdaj bomo šli mimo teh bolečin in bomo šli na bolnice. Tako, kot sem rekla, sem dosti časa preživela v bolnicah, mislim, da sem v zadnjih letih gimnazije bila v bolnici vse skupaj, tako da sem bila prav hospitalizirana 4 ali 5 krat, ne več, 6 krat. Ok, bomo rekli 5 krat, enkrat sem bila tako 2 krat v letu, oboje sem bila po en teden in fura bila vedno trebuh, ker pač te buzgavke, ki so spodaj v trebuhu, so meni ful zavtekle in pač to lahko ful boli in je moja osebna zdravnica vedno mislila, da imam slepiča, ker pač ko me je tipala, dejansko, ko se jaz vležem, je ta desna stran tako čudno, tako ful bolj trda je ta mišica okoli
in je ona pač vedno tipala in se je zdelo, kot da bi lahko bil slepič, ker pač me je tam bolelo. Drugo pa je rekla, da se moje mišice tam obnašajo, kot da bi skupaj tam držale, pač tako pri nekomu, ko ima slepič, ali nekaj takega. In sem vedno mogla iti tja, ker mi je dala napotnico za urgenco. In potem so jaz imela tam ultrazvoke in itak so rekli, da so bezgavke. In potem so me itak obdržali na opazovanju. En teden, ja, lovely. In potem sem tam en teden ležala na infuzijah, na testih, na gastroskopijah, na vsem živem bogu. Zato, ker sem jaz samo pač vnetje bezgavk, ker realno ne bi rabila biti tam. Ampak smo vseeno tam imeli, vedno. Zato je že pol bilo tako, da več nisem hodila vedno v bolnico, ko sem bila napotnico za urgenco, sam pač po drugi strani pa, kaj pa, če imaš slepiča, pa ne greš? Jaz ne morem vedeti, mene boli, ona mi reče, da je slepič, kaj bom jaz porekla, ne? Pa mi še kri vzame, pa so tam kao oni vnetni, ne vem kako, pač kao za vnetje, povišano. In pol kaj boš rekel, ne grem v bolnico, bom reč hin, kaj pa, ne? Ker pač, če imaš slepič in se ti razlije, je nevarno. No in pač potem greš in potem sem bila vedno hospitalizirana in potem načeloma sem imela več dobrih izkušenj kot slabih. Meni v bolnici nikoli ni bilo grozno. Dejansko je bilo tako, ker pač, ko sem bila v bolečinah, sem imela neko infuzijo, so bili tam zdravniki, pač sem ležala v postli, nisem rabila iti nekaj delati, ko sem bila v bolečini. Zato ker pač, ko imaš ti neke kronične, oziroma neke tenzijske bolečine, ne vem, glavo, kronične, kakorkoli, pač moraš iti v službo, moraš iti v šolo, ker drugače bi lahko cel dan sam ležala, pač jaz bi lahko ležala. Ker včasih, ko se zbudim, bi se raje jokala, ker pač me vse boli in se mi ne da vstati. Ampak se moreš. In tam, ko si, pa se pač ne rabiš. In so sestre tam medicinske in so večinoma prijazne, večinoma so pač pol, recimo. Ene so ful tečne, sploh na nočnih, sem pač, ok, se razumem po eni strani, sem po drugi strani, pa me to tak jezi, ker en medicinski brat je taki pač, oh my god, res tak nesramljen. Jaz načeloma nimam težav z medicinskimi sestrami, sploh kje že. V Murski Soboti so bile ful super, ko sem bila malo na operaciji mandlov. A ja, jaz imam ful prevelike mandle in sem imela tako parangin na leto in tisti za ORL mi je rekel, da on dela to. Pa je rekel, da še tak velikih mandlov ni videl, ker pač, ko sem ful pihla, jaz sem imela tak mandla, en je bil tak ven, en pa bi tak malo poge. In pol, ko sem sam naredila, je bilo tak, pač dobesedno. On je me vprašal, kak jaz jem. On meni ni verjel, da jaz lahko normalno živim z mandli. Pa dansko za take velike mandle, ko sem jaz vsem nisem imela toliko angin. Ampak smo jih pač pol oprezali. In ja, to je bilo to. Zdaj je bilo res ful fajn. V Mariboru so večinoma vrejo, tako kot sem rekla, odvisno pomem tudi na kakem oddelku si. Mislim, da so bili na operacijskem načeloma bolj prijazni. Ampak mislim, da je na operacijskem bil tisti moški, s katerim se res nisem razumela. Oziroma ne se nisem razumela, ker je bil tak po noči, ampak bil ful nesramen, pač do vseh pacientov. Zdravniki so meni vsi ful fajn, pač na otroškem oddelku zdravniki, na operacijskem so pač res legende. En zdravnik meni ni všeč, samo en. Pa še to je zdaj še ena druga zdravnica, ki je isto specializirana, tako da pač ona je vrejo. Najbolj legende so mi na gastro, pač na gastrološkem oddelku. To pa mislim, da sta Dolinšek, pa neka na Krenčič. Ful sta vrejo, pač res sta ful vrejo. In kako me je videl vuni nekje, ko smo imeli neki rojstnanje, je bil tak, Vanessa, smo te nisem prepoznal, kak si se porihtala. Pač vuni me je spoznal, ker sem že tolkrat bila. In od tistega Dolinčeka sem bila ena izmed prvih pacientov z osnovno celiakijo kot dojenček. Že kot dojenček sem mislila, da imam celiakijo. Sem mislila, da imam cistično fibrozo in so moji mami že tako rekli, da imam cistično fibrozo. In pa so bili tako, hvala Bogu, je nimam, pač res hvala Bogu, ker to je res grozna bolezen. Ampak, ja, že kot dojenček sem imela ogromno nekih sumov. Zdaj imam ogromno nekih sumov, neke bolezni, ki pač jih nimam na koncu, ampak ne vem sploh. No, tada ja, sta ful vrej. Pa mislim tudi glavni
na operacijskem oddelku, kako se že to reče? Glavnem, head of surgery, je tudi full fine. Teda ja, jaz s bolnico načeloma nimam slabih izkušenj, dansko so mi v redu. So neke izjeme, ampak pač tak so vedno. Ampak nasplošno pa jaz mislim, da bi mogli imeti neke teste za to, kdo je lahko medicinska sestra in kdo ne. Ker ljudje v bolnicah so itak ful ranljivi in da je tam, ki je tak bedak, meni ful ni v redu. Jaz poznam ogromno ljudi, ki so na srednji zdravstveni in potem bojo lahko delali v zdravstvu in dosti jih bo delal v zdravstvu in bo mogoče medicinske sestre oziroma brati in pač niso niti približno primerni za to delo, kar se pač meni zdi ful narobe. Meni se zdi ful narobe, meni se zdi, da bi dosti šol moglo imeti sprejemne, ne pa da se lahko kar vsak sprejet na tako šolo, ker pač, če ti ne znaš delati z ljudmi in če nimaš sočutja do ljudi, do otrok, do starejših, do bilo koga, pač ne moreš delati v zdravstvu, ne moreš delati z ljudmi in ne morem verjeti, da je to vse skupaj dovoljeno, ker take stvari, ki se dogajajo, ki jaz čujem, da se dogajajo, predvsem v domu za ostarele. Mislila zdaj jokala, ker pač jaz, ena prijateljica mi je enkrat govorila, pač ker ona tam hodila, kakve stvari se dogajajo, pač v bistvu ne smejo nič kao povedati, ampak pač sem pa že čula od dosti ljudi, tudi od starejših, ki so bili tam, pač kakve stvari se dogajajo. Pač ne more sploh verjeti. Zdaj gre na jok samo zaradi tega, čakaj. To zdaj ni glih point videa, ampak jaz sem tudi ful čustven človek, pač jaz sem res ful nečustven človek, jaz se lahko tako jočem. Samo ko razmišljam o tem, kako je nerealno, da imajo eni vse, oziroma da imajo pač res ogromno denarja, potem pa so ljudje, ki pač nimajo nič in dobesedno umirajo. Pač kako je to okej, meni se to sploh ne zdi tako realno, meni se to ne zdi, zakaj, pač. Jo, meni je to tako čudno, zato ker ko greš nekje in so tam oni brezdomci, si pač tak, kako je to dovoljeno, kako ljudje ne pustijo, ampak dejansko pustimo, da drugi umirajo. Ne vem. Zdaj mi ena kolegica razlagala, da je ona enkrat šla mimo, da pač je en brezdomec, ki ona vedno vidi in je rekel pač, če ima kaj drobiža in ga pač res ni imela in potem, ko je pogledala, je ven padlo 50 € in ni videla in je šla in je ta gospod prišel za njo in ji dal 50 €. Ker pač njemu je ta denar vse, pa ga je prišel dati nazaj, ko ga neki ljudje, ki ima denar, ne bi dali mogoče. In pač se ona je bila tak, da bi mu dala, če bi bilo 20, pa nekaj samo pač je rabila, ker se je itak mogla narediti karto in pač ni imela kaj več, pa ni imela nič drobiža. Je tako žalostno, pa potem razlagala mi je, da sem tako jokala, da je ona sodelovala pri tem programu pač nekaj vrste to, ko je Božič za vse. Mi smo to tudi dali ponavadi otrokom, ampak pa je, da je tudi program za brezdomce. In da je ena gospa, mislim, da je pač brezdomec napiše pismo in ga pošle in ga je ona potem dobila in si ena starejša gospa za Božič želela dišečo svečko, zaradi tega, ker jo spominja na dom. In pač mene, jaz sploh ne morem. Zaradi tega, ker pač dosti je primerov, ko otroci vržejo svoje starše ven, pa vzamejo njihovo bajto. Pač to je že na poročilih. Pač jaz ne vem, kaj imajo, ampak pač jaz tega ne bi mogla narediti osebi, ki jo ne poznam. Pač ne gre se to samo zato, ker so starši, ampak da nimaš nobenega sočutja in spoštovanja do druge osebe, da ker nekoga vržeš ven na cesto, je pač tak, jaz sploh ne morem. In pač to bom jaz probala pri tem sodelovati. Samo, jaz, kaj grozno. No, jaz si želela samo eno svečo. Ok,
bom to video zaključila, ker več ne morem snemati. Adijo. Hvala. Spojem lahko. Če imate kakršnekoli vprašanje, ga lahko spojem napišite. Če pa še naredim kakšen taki video, mi lahko javite. In pa ja, lahko se naročite. Pojdite na Instagramu. Lajkajte ta video. In pa... ne vem. Ta video je ful depresiven, da sploh ne vem, kaj bi rekla. Bom pa v bistvu kar zaključila. Tako da ja. Adijo. Upam, da mi je bil v redu. Vem, da ful dolgo govorim, tako da bom verjetno mogla malo rezati.